Biti sposoben v kosu lesa zagledati obliko sklede je dar, pravi Metka Zver, umetnostna zgodovinarka, ki je pred leti pustila utečeno poslovno pot in se odločila za lastno ustvarjalno kariero. Povabila nas je v njen nov dom in atelje na Primorskem, kjer na njeni stružnici nastajajo različne servirne deske, stojala za telefone, mizice, lesene sklede in krožniki. Zanimalo nas je, kje se je njena zgodba začela. Ja, začela se je s sanjanjem. Sred noči in razmišljanjem o tem, da si želim spremeniti svoje življenje in da to, kar mi res manjka, kar bi si res želela delati, je ustvarjanje s svojimi lastnimi rokami. In ko je ta misel prišla do mene, takoj naslednja je bila les. V preteklosti je že renovirala staro leseno pohištvo in ti trenutki so se ji zapisali kot eni najlepših. Pravi, da ko dela z lesom, se z njim poveže energetsko. Ko ti delaš z lesom, les sam po sebi ima neko energijo in neko toplino in te umiri, ko delaš z njim. Je malo, meditacija, joga, zen, v tem smislu. Blizu mi je zato, ker je naraven material. Blizu mi je, ker je material, ki ga je v Sloveniji v izobilju in ki bi ga morali Slovenci znati izrabljati še bistveno bolj, kot ga že. Blizu mi je zato, ker je v bistvu sustainable, kako je te trajnosten, po slovensko, kar pomeni, da les, ki je padel na tla v gozdu, bo imel isti ogljični odtis, kakor če ga ti skuraš, recimo. Les, ki ga pa ti uporabiš zato, da narediš iz njega nek lesen izdelek, ki bo še dolga leta ali pa desetletje recimo v uporabi, ta les po sebi skladišči ogljikov dioksid, ki ga je v drevo v času življenja uskladiščilo v celulozo, in zato ti v bistvu s tem tudi pomagaš na nek način okolju. Zadnje čase se želi oddaljiti od serijskih izdelkov, katerih zgodba se venomer ponavlja in njena kreativnost ne pride tako do izraza. Tako se vrača k svoji prvi ljubezni, delu na stružnici, kjer je vsak izdelek stvaritev zase. Zjutraj, ko se zbudim, razmišljam samo o tem, kako bom šla zdaj narediti pa točno to skledo, ki sem si jo ponoči sanjala in komaj čakam, da pridem do delavnice. Navadno uporabi les dreves, ki so ga sosedje ali sorodniki pripravljeni odstopiti zaradi bolezni ali ogrožanja okolice. Ko ga podrejo, ji ga mož razžaga na večje kose. Še čisto moker gre nato na stružnico, na grobo oblikovanje in tako nastanejo nekaj centimetrov debeli osnutki končnih izdelkov. Ti poliizdelki se sušijo skoraj leto dni, odvisno od debeline lesa. Faza sušenja je nepogrešljiva zaradi nevarnosti razpok. Potem, čez eno leto, pride pa trenutek, ko vzameš ti ta polizdelek v roke in se odločiš, kaj bo dejansko nastalo iz njega. Dostikrat je tako, da vzamem zadevo v roke brez neke čist izdelane ideje, kaj bo na koncu koncev nastalo. Ampak gledam, poslušam les, gledam velikokrat sploh hrast, ki ga zadnje čase tudi malo več uporabljam, ima dosti nekih notranjih napak, bodi se to grče, razpoke ali pa kakšne mogoče obarvani deli, kakšen žebo bil noter in tako. Mislim, da je posebna umetnost v tem, da znaš te napake inkorporirati in jih v bistvu iz njih narediti vrlino, ne pa da jih poskušaš skriti ali odrezati stran, ampak da jih sprejmeš in iz njih narediš potem nekaj lepega. Njen atelje v Kobdilju je za javnost odprt šele nekaj mesecev. Obiskovalcev se je zvrstilo že toliko, da je Metka pričela razmišljati tudi o delavnicah, ki bi jih morebiti organizirala za vse tiste, ki si ob užitku posedovanja njenih umetnin zaželijo še vpogled v proces nastajanja izdelkov in lastno vpetost v ta čudoviti svet oblikovanja lesa. No, takrat se bomo znova povabili k njej.